Po skoraj 2 letih priprav bo danes zaživel stalni evropski mehanizem za pomoč evrskim državam v težavah, ki velja za ključno orožje v boju proti krizi. V Luksemburgu bo ustavno zasedanje sveta guvernerjev tega mehanizma finančnih ministrov članic območja evra. Države v območju evra bodo pomoč lahko dobile na 4 načine: s posojili, z dokapitalizacijo bank preko posojil vladam, s preventivno posojilno linijo in s kupovanjem obveznic na primarnem in sekundarnem trgu državnih dolžniških vrednostnih papirjev. Združenje bank Slovenije odločno nasprotuje uvedbi kakršnegakoli dodatnega davčnega bremena, ki bi ga banke nosile v razmerah, ko je njihovo poslovanje zaradi zaostrenih razmer že tako oteženo. Uvedba davka na finančne storitve, kot ga predlaga vlada, bi sicer po njihovem mnenju dopuščala možnost prenosa davčnega bremena na končne potrošnike. Nekaj več kot leto dni od začetka procesa se je na ljubljanskem okrajnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Patria. Od 5 obtoženih se tudi danes obravnave udeležujeta le 2, nekdanji direktor holdinga Slovenske elektrarne Jože Zagožen in lastnik Rotisa Ivan Črnkovič. Predsednik vlade Janez Janša se je tudi tokrat opravičil zaradi nujnih in neodložljivih sestankov v zvezi s pripravo na sejo vlade, prav tako na obravnavo ni bilo Antona Krkoviča in Valterja Wolfa. Na mariborskem okrožnem sodišču pa se je danes nadaljevalo sojenje Vinku Mercu, ki ga obtožnica bremeni, da je pred desetletjem nekdanje nadzornike Merinke napeljal k zlorabi položaja, sebi pa omogočil poplačilo odpravnine, čeprav je bil s funkcije predsednika uprave Merinke razrešen iz krivdnih razlogov. Tako Mercu, ki naj bi si z napeljevanjem omogočil slabih 100 000 evrov odpravnine, kot nadzornikom Merinke grozi do 8-letna zaporna kazen. V lanskem letu je prebivalec Slovenije povprečno proizvedel 352 kg komunalnih odpadkov oziroma 1 kg odpadkov na dan. Od tega se je navkljub povečanemu trendu ločenega zbiranja odložilo 204 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma dobrega pol kilograma na prebivalca na dan. Glede na leto prej se je količina nastalih komunalnih odpadkov zmanjšala za 16%, medtem ko se je količina nastalih nevarnih komunalnih odpadkov povečala za 17%. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, jutri bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, ponekod v severni Sloveniji lahko tudi dežuje. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, količina padavin bo majhna. V četrtek bo pretežno oblačno in suho vreme. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. V Sloveniji se v primerjavi z Evropsko unijo manj ljudi cepi proti sezonski gripi. Predstava o presunljivi črnogorski legendi o 3 sestrah, ki so se zaljubile v ladijskega kapitana. V 13. krogu prve slovenske lige so Mariborčani doživeli poraz v Kranju. Bodite z nami ob 18.